Pozdravljeni. Danes so v Berlinu predstavili barvno shemo ekipe Audi v Formuli 1. Skupaj si bomo pogledali, kakšne barve bodo bolidi R26 v prihajajoči sezoni Formule 1. Na samem začetku je treba poudariti, da se tokrat tu ukvarjamo z barvno shemo ekipe Audi v Formuli 1. Da si ne bi kdo mislil, da bo tisto na fotografijah R26. Namreč pogostokrat se dogaja, da na raznih spletnih straneh dobite članke, ki celo naredijo tehnično analizo makete, na kateri so pri FIA predstavili, kako naj bi izgledali bodoči bolidi. In seveda Audi R26 smo že videli na tistem snemalnem dnevu in o tem je na kanalu že prispevek, že prva analiza, kdor jo je preskočil, kogar zanima, ima bližnjico tam zgoraj in si jo lahko ogleda. A danes, kot sem že omenil, se bomo ukvarjali samo z barvami. In seveda tu moramo najprej razčistiti nekaj in seveda mnogi navdušenci verjetno tega ne vedo. Audi ima prav takšno pravico rabiti srebrno barvo kot Mercedes. Čeprav mnogi mislijo, da so samo pri Mercedesu srebrne puščice. Ampak treba je poudariti, da je največ zmede napravil Alfred Neubauer s svojimi spomini, kjer je seveda se izmislil tisto romantično zgodbico o drgnjenju bele barve, in seveda mnogi novinarji, ki zgodbe niso poznali ali pa jo niso preverili. Namreč pred tisto dirko, ki jo opisuje Neubauer, je bila v Berlinu velika nagrada Avusa. 27. maja leta 1934, naj me kdo popravi, če sem se zmotil. No, tam so bili v srebrni barvi tako bolidi Mercedesa kot Auto Uniona. Dokumenti in seveda tudi posnetki radijskih prenosov tiste dirke še zmeraj obstajajo. In če gre verjeti virom, takrat Mercedes sploh ni nastopil zaradi tehničnih okvar in prvi srebrno barvno shemo so bili torej pri Auto Unionu. In Audi je, lahko bi dejali, njihov naslednik oziroma so spremenili ime. In kot vidimo, seveda čisto pravilno so pri Audiju ohranili to barvo. Poleg tega vidimo rdečo in seveda črno. In tu je treba povedati, da smo bili deležni pred časom praktično podobne barvne sheme nekega koncepta, ki je pa bil po mojem mnenju negledljiv. Govorim seveda o tisti varianti, kjer je bil bolid na prednji polovici srebrn, na zadnji polovici rdeč in črn. Seveda tudi tokrat se v resnici bistveno ni nič spremenilo, le da tistem, kar lahko sodimo glede na fotografije, so spremenili odtenek rdeče barve, ki je, vsaj po mojem, podoben tisti rdeči značilni barvi za nekega tobačnega pokrovitelja, ki smo ga na primer videli
dolga leta pri McLarenu in kasneje pri Scuderii Ferrari, priznati vam moram, da mi je izjemno všeč, da so z rdečo barvo pobarvali notranjost tako zgornje hladilne reže, kot tudi obeh bočnih. Saj tako je na tej maketi, ki jo vidimo. In to bo nam, navdušencem, na primer, pomagalo malce bolj jasno razbrati, kakšno obliko in konec koncev na prvi pogled ne zgleda napačno. In seveda sedaj ste verjetno opazili, da tisti predlog, ki meni osebno ni bil všeč, in ta barvna shema, ki so jo danes predstavili pri Audiju, je v bistvu narisana na isto osnovo, praktično na tisto maketo, ki so jo najprej predstavili pri Fii. In če koga zanima, zakaj to ni R26, je dovolj, če pogleda samo prednjo opremo. Logično je, da na tisti maketi, ki jo je predstavila Fia, imamo pull rod. Na pravem R26 imamo push rod in že to je dovolj, da ni potrebno izgubljati časa z iskanjem drugih podrobnosti. A moram vam priznati, da od Audija v resnici nisem pričakoval nič drugega. Treba je pa poudariti v tem trenutku, da smo videli 4 predstavitve barvnih shem. Seveda govorimo o Red Bullu, o Racing Bulls, o ekipi Haas in sedaj o Audi. In kljub, recimo temu, zgodovinskemu ozadju in novosti, ki jo prinaša to znano ime v svetu Formule 1, vam priznam, da meni osebno od tistih do sedaj predstavljenih barvnih shem je ona od Audija, ne bom dejal najgrša, ampak bom z veseljem potrdil, da najmanj lepa. A vsakdo ima lahko svoje mnenje, svoj okus, tu gre le za moj osebni pogled. A kar se tiče te predstavitve barvne sheme, je seveda tu vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.